Takole, zdaj gostimo že tretjič Sarjevala Sopsiča v besednih postajah in sicer s tretjim romanom Sin in sin. In morda bi bilo tudi tokrat najbolj primerno, da bi začeli kar z odlomkom iz tega romana. Prosim, Sarjič, Prav, začnimo. Jaz sem si izbral odlomek bolj na začetku knjige, ki je nekako razdeljena pravzaprav v 3 dele, tako da ta odlomek nekako nakaže določene značilnosti ali pa lastnosti mogoče teh 2 sinov, sin in sin. In gre takole. Brenčalo je, vso vožnjo je v avtomobilu brenčalo. Nekje zadaj na policiji ali pa na zadnjem oknu avtomobila je brenčalo. Za nekaj časa je tudi potihnilo, se umirilo, kot da je izginilo, in potem se je brenčanje znova začelo. In najprej je nisem opazil, skoraj do konca naše poti je nisem videl. In ko smo se približevali, sem jo zagledal. Bila je čebela. Sedela je na polici nad zadnjimi sedeži, na sivi tatovi kapi je počivala in zaznal sem, da je utrujena in se ne more več oglašati. Pot je bila dolga, vsi smo bili nespočiti in zagotovo je tudi čebela preutrujena obmirovala. In potem sem si zaželel, da bi jo ujel takoj, ko smo se pričeli voziti. Odprl bi okno in je spustil na prostost. Zagotovo je čebela že po dnevi zašla v naš avto. Se skrila v rdečo modro odejo in tam je ni nihče zaznal in tudi sama ni našla nobene priložnosti, da bi izletela. Glej, tata, nazaj pogled, tako jaz, drugi sin, čebela se je vso pot vozila z nami. Naša čebela sedi na tvoji kapi, če jo spustim ven, se bo v tej tuji deželi izgubila. Zagotovo umre, ker nima svojega doma. Tata, ali bi jo lahko poslali nazaj tja, odkoder smo prišli? Želim si, da se vrne v našo deželo, tako je utrujena, da se ne more niti premakniti. Nemočna je in lahko jo podržim v dlani, v pesti jo imam ujeto, ne premika se in ne brenči. Kam bi jo dali, da bo lahko počivala, in tata je izstopil. Pobrskal po prtljažniku in izvlekel majhno modro škatlo, ravno pravšnjo za čebelo. Vanjo je zvrtal nekaj lukenj za kisik, jo obložil z vato in v ta prostor sem jo položil. To je odlomek iz tega romana tretjega in moje prvo vprašanje je pravzaprav povezano ravno s to tretjo številko. Namreč prvi roman, ki je šel leta 2017, Starec in jaz, potem je šel drugi roman, Jaz sam, 2018, imata nekatere podobnosti, skupne neke lastnosti in hkrati podobnosti in razlike s tem tretjim. Ali smatraš to kot neke vrste trilogijo, oziroma v čem se ta roman je podoben prvima 2 in v čem se nekako razlikuje? Ja, pravzaprav že v začetku, ko sem sploh začel se ukvarjati z pisanjem romanov, sem razmišljal o neki nadaljujoči si seriji romanov, se pravi, v mislih imam pravzaprav petologijo, če mi bo uspela, in zdaj sem pri trilogiji. Tako da dejansko romani se povezujejo, prva 2 že nekoliko v naslovu, in če pogledamo, če je recimo prvi roman Jaz sam, začetek življenja, začetek protagonista, je v drugem romanu Starec in jaz neka zgodba protagonista v srednji šoli in v začetku akademije, torej fakultete. Pa je ta roman pravzaprav, ko protagonist odraste in ni več pomemben, ampak pridejo v življenje druge osebe, v tem primeru sin in sin, ki pa so nekoliko drugače zamišljene in zasnovane. Se pravi, če sta 2 romana delno biografska, se ta roman z biografijo ne ukvarja, ampak se mi je zdel pomembnejši, ali pa pomembnejše se mi je zdelo, da ustvarim tako imenovani idejni roman, roman želje, ideje, hrepenenja, neke notranje zgodbe, ki jo nosi avtor, ki jo nosi mogoče protagonist prvih 2 romanov, in zdaj, ko je zrasel, nosi to željo, kako pravzaprav živeti v svetu in kako preživeti v njem in se ukvarjati z nečim. In zato se mi zdelo najbolj primerno, da to zgodbo prikažeta torej 2 protagonista, sin in sin. Ja, vidimo, recimo, to potrjuje tudi oprema, kajti prvi 2 knjigi sta črno-beli in vidimo tudi nekaj detajlov iz fotografij, medtem ko je ta zadnja pač barvita in narisana in pravzaprav ni od obrazov oziroma od biografskosti ostalo pravzaprav prav nič. Pa vendar
sem našla še marsikaj, kar povezuje vse tri romane v celoto. To je prav gotovo, prva je tema glasbe, ki ni samo tematska, ampak se mi zdi tudi slogovna. Že v intervjuju v prejšnjih besednih postajah si povedal, da pač pišeš tudi na način glasbenega ustvarjanja, se pravi, da gre za dolge periode, dolge stavke, ki imajo pravzaprav kar glasbeno komponirano melodijo, in tudi struktura romana je glasbena, se pravi z nekim začetkom. To je za razliko od teh dolgih stavkov ena beseda navadno, in pa seveda z nekim takim retardarndom oziroma koncem, ki je tudi ritmično, glasbeno, zvočno, torej izredno pomemben. Pa vendar, hkrati je tukaj velika razlika, ravno v tej prepoznavnosti, ne? Če bi lahko rekli, da je prvi in drugi roman bolj mimetičen, bolj biografski, si že sam omenil, da je tukaj bolj v ospredju ideja. In zelo me zanima, naslov je podoben Starec in jaz, tukaj je sin in sin, in najprej, kar sem opazila, je, da sta ta sin in sin na nek način podvojena. Tako da me zelo zanima vloga nista dvojčka, sta prvi sin in drugi sin, ki ravno na tak podoben način kot v prejšnjih dveh romanih prvoosebno pač spregovarjata v sedanjiku večinoma, vendar sta tukaj zdaj dva. Kaj je s to podvojitvijo, zakaj sta ravno dva? Prvič z glasbo ali pa z idejo umetnosti, ki jo v mojih romanih ponazarja glasba, se ukvarjam dlje časa, pa tudi poklicno. In nekje zagovarjam, da če iščeš svobodo, če hočeš najti, jo pač najdeš samo v umetnosti. To je neko moje izhodišče. Posod v vseh drugih načinih življenja, poklicih si povezan z nekimi konstrukti, z sistemom, ki te utesnjuje. Tukaj pa si dejansko svoboda in iz tega izhodišča izhajam že v samem začetku, ko sem sploh začel ustvarjati. Tukaj se mi zdi glasba pravzaprav na vrhu vsega tega, ker na eni strani konkretna kot življenje recimo, v drugi strani pa je zelo abstraktna, traja dokler trajamo mi, potem je lahko nekaj drugega oziroma jo sploh ni. Tudi ton ali zvok traja dokler ga izvajaš na inštrumentu, ko inštrument prenehaš igrati, ton ali zvoka ni. To je bilo to izhodišče, in ko sem tu začel delati strukturo romana in vsebino, sem si pač izbral sin in sin. Ja, imam dejansko dva sinova, mogoče sem to razmišljal v začetku. Po drugi strani pa moji romani so dejansko narejeni na dialogu, na tem dialogu, ki poteka znotraj teh dolgih stavčnih povedi. In tudi tu poteka dialog, oziroma se pojavljata v enem samem stavku oba sinova, kjer pa se mi niti ne zdi več toliko pomembno, a to govori prvi ali drugi sin, čeprav je to jasno ali pa manj jasno pokazano. Včasih se mi zdi, da sta to eno in isto, včasih sta lahko to alter ego avtorja, včasih sta to ločeni osebi, seveda vse te variante sem nekje naredil in tudi dopuščam bralcem. Pa si včasih mislim, a bojo bralci lahko ločili, to prvi sin in drugi sin, po drugi strani pa zakaj bi sploh ločevali misli, njihova doživljanja, ideje, ki jih prenašata, so ideje obeh. Samo tu sta ločena, ker jih en sam ne more toliko nositi, preveč bi bilo na eni sami osebi, da bi to dal, in zato sem to razdelil na dve osebi, pa še lažje je peljati dve osebi v življenje, skozi dogajanje, ki je v romanu, kar po mojem mišljenju pestrejše kot v prvih dveh, več sveta je zajetega, jo lažje vodiš od točke A do točke B, skozi neke periode, in potem priješ do te ideje, ki sem si jo zamislil, torej ideje glasbe kot svobode, glasbe kot moči, in pa glasbe kot nekega notranjega doživetja, glasbe kot življenja, konec koncev, in pa seveda glasbe kot vsega, kar je okoli nas. Jaz vseeno razmišljam širše, glasba je pravzaprav vse in tudi umetnost je vse, samo odvisno, kako pogledamo. Tako da sploh v sodobni umetnosti je lahko karkoli umetnost, če si avtor to zamisli, če avtor pokaže svojo svobodo in jo potem tudi na ta način, torej avtorsko-umetniški način izpostavi. Drugo je potem, a publika to sprejme, ampak jaz mislim, da avtorja, umetnika v načelu to niti ne bi smel zanimati, ustvarja, kakšen bo sprejem, je pa stvar družbe, okolja, okusa in še mnogih drugih stvari. In to sem nekaj poskušal v romanu pokazati in preigravati te na eni strani realistične plati, na drugi hrepenenske, doživljajske, fantazijske, domišljijske,
in pa na eni strani pravljične in utopične, ne? Ker tako živimo pravzaprav med dvema sistemoma ali pa dvema načinoma življenja, zelo pravljičen, kot je lepo, drugi pa utopičen, ko ni nič lepo. Ne? In današnji svet je, vsaj po mojem mnenju, slab, negativen in nažalost gre proti utopiji, oziroma kot jaz vidim, proti negativiteti, ki je izjemna in ta vedno znova zmaguje. Ne? In še enkrat poudarjam, samo umetnost, po mojem mnenju, lahko tukaj nekaj pokaže, mogoče spremeni ali pa se poskuša nekaj narediti in to na tem nivoju in to se tudi trudim sam. Ko si že omenjal te različne zvrsti, pravzaprav, je to prav gotovo bolj heterogen, bolj raznoroden roman, kot sta prva dva. In sicer sam si omenil pravljične motive, utopijo, distopijo, se pravi negativno utopijo, začne se pa lahko bolj realistično, no? Mimetično. In ko sem šla po romanu, razdeljen je v 14 delov, težko, lahko bi rekli poglavji, ampak niso naslovljene, so približno enako dolgi in približno tretjino vsakega pravzaprav skoraj pripada pač temu svetu, ki ga poznamo, potem temu pravljičnemu ali idealnemu svetu in pa temu distopičnemu svetu in potem tudi konec. Kako, že prej si večkrat povedal, da pišeš na način glasbenega ustvarjanja, ampak a si dejansko recimo bil pozoren, da so taki motivi, kot je čebela tukaj v drugem poglavju, da se pojavi tudi v predzadnjem, ali je, kako si pravzaprav sestavljal, kako si strukturiral ta roman? Ja, ravno pri strukturi sem bil zelo natančen. Mislim, da tudi v prvih 2 romanih sem bil natančen. To pazim zelo, ni tako slučajno, ničesar. Pazim, da so dejansko tudi v prejšnjih romanih te, kako se reče, no, poglavja, ja, da so poglavja približno enako dolga, ker se mi zdi nekako celo nepošteno, da so različna, vsaj v mojem načinu pisanja. Potem pazim na strukturo, trodelna struktura je struktura, ki je v umetnosti zelo pogosta, celo najbolj. Ne. Veliko v umetnosti je gotovo trikotnik, najmočnejša zgodba, najmočnejša geometrična podoba, forma in oblika. In tudi v romaneskni strukturi ali pa v strukturi dramatike se to pojavlja, skratka v umetnosti je ravno 3 in to vrstna struktura pogosta. Tu se mi je tudi zdela pomembna, v glasbi jasno je 3-delna oblika zelo pomembna, tako da sem pazil na to in pazil sem na količino ali pa velikost posameznih teh delov romana, ki je sestavljen dejansko iz 3 delov plus zaključek, tako da je neka kompozicija uglašena, ker spet se mi ne zdi, govorim čisto za sebe iz mojega razmišljanja, pošteno do celote, da bi bila ena dolga, druga kratka, razen če je seveda način ali zgodba taka, ki to zahteva. Tu pa ne, ker tudi v glasbi so si stavki ponavadi podobno dolgi, če so 3-delni, razen mogoče zadnji nekoliko krajši, odvisno spet od kompozicije. Tako da je to moja misel bila v začetku in sem na to zelo pazil. Pa tudi, ko se pretakajo, recimo čebela, kot si omenil, motivi, sem bil zelo pazljiv, oziroma sem razmišljal, kdaj bom spet vpletel, ker gre le za spominski motiv. Roman je spominski na mnogih mestih in ker življenje gre dalje, se človek spominja. Starejši, ko si, bolj se spominjaš, v tem primeru oba sinova veliko potujeta in se ti spomin vrača na izhodišče svoje poti, mogoče na dom, na začetek svojega življenja, tudi konec koncev, in v tem primeru čebela, ki me že od majhnega kot žival ali pa živo bitje izjemno privlači. Če bi imel možnost, bi imel z veseljem čebeljak in med, ki ga zelo rad jem in pijem, tako da ja, čebela imam v mislih že od nekdaj. In ko sem si zamislil ta motiv, kot je noter, mi je bila neke vrste odrešitev in pot v roman je bila lažja potem. Kot je tudi čebeli pot najprej bila težka, potem pa upam, da je bila njena pot nazaj v domači kraj lažja. Upam, da so jo pripeljali. Še majčkeno bi se dotaknila pravzaprav te romanesknosti, oziroma zakaj ravno roman in zakaj si zamislil 5 delov, mislim, malo že vem o tej, si že povedal o tej svoji peticiji, no. Ampak vseeno, kaj recimo omogoča roman, ta forma, kar drugje ne, ker pišeš pač tudi druge?
Ja, v začetku sem si zamislil 5 delov, zato ker imam 5 zgodb v glavi. Zelo preprosto, če bi bile 3, ampak 5 zgodb, 5, ne vem, življenjskih pozicij ali pa idejnih pozicij me preganja že od nekdaj. To je eno. Drugo pa, v romanu se mi zdi, da lahko največ in najbolj in najlažje se izpovem. To je moj stavek. Ne bi se mogel v nobeni drugi literarni zvrsti tako in toliko izpovedati. Tako da izhodišče je bilo to, 5, ker imam kompulzivno motnjo na število 5, ponavljam, meni je to zabavno, ni to huda motnja, ni to potrebno zdraviti, nisem od nje obremenjen, ampak jo rad ponavljam, ker se poigravam, sem ravno kar štel vmes kolesa. Tako da, to mi je zabavno. Hkrati pa imam dejansko 5 misli, 5 idej, ki jih hočem napisati, če mi bo uspelo še te 3 in mi je to neke vrste izziv. Roman je tako proces, ne? Že ko pišeš traja nekaj časa, tako kot vsako umetniško delo, ampak roman je neka gostota besed, zelo gosta, tega je veliko in mi je to neki izziv, tukaj se najlažje lahko izpovem, najlažje izpeljem neko misel od začetka do konca, postavim protagoniste od začetka do konca, literarne osebe se lahko preigravajo, pa tudi ta moj način pisanja zahteva dlje in dlje časa in več besed, in več pisanja, zato mi je šlo. Ampak tako umetnost je spet dolg proces, tako kot pisanje samo, ali pa zgodovina umetnosti je to in skozi ta zgodovinski pregled se mi zdi v bistvu tudi skozi teh 5 romanov ustvarjam nek lastni zgodovinski pregled sebe samega in se postavim potem v neko življenje, ki bo ti romani zapustil za mano in pač to je to, tako da tukaj ne bom zdaj rekel, da ne bom še potem napisal 6., 7., 8., ampak ti ne bojo, če že bom še kaj, ti ne bojo v tem konceptu, ki ga imam v mislih, če mi bo ratalo še. Po mojem občutku pa se ta roman razlikuje od drugih 2 tudi pravzaprav po eni taki bolj dramski strukturi. Se mi zdi, ne vem, če se ti s tem strinjaš, ti bom povedala, kaj doživljam jaz, da je prav ta srednji del oziroma vrh, tista himna glasbi, ravno tisto srečanje v Gorovju oziroma nad Gorovjem, ko vse stvarstvo, vse vesolje pravzaprav zapoje s tem sinom in sinom, se pravi z obema bratoma. Se mi zdi nekakšen vrhunec in konec je seveda preobrat, pravzaprav nepričakovan na nek način in sem imela pravzaprav tudi kar veliko, sem se ukvarjala s tem pomenom, kaj bi pravzaprav to pomenilo. Se strinjajo s to tezo, kaj bi še kaj dodal tukaj? Na to sem prav nekje mislil, kje bom postavil vrhunec glasbe, vrhunec njunega življenja, njunih stikov, recimo teh sina in sina. In se mi je zdelo, gora, glasba in sem to pač na tak način izpeljal in to je dejansko nekje na sredini romana, blizu sredine. Tako da sem pazil na to kompozicijo, pa tudi glede na to, da je v 3 delih se to da nekako, če pogledamo trikotnik, naredi špico, pa potem spustiti dole. Zdaj tako, jaz razumem glasbo na naslednji način. Dokler jo poslušaš, si dejansko v pravljičnem svetu. In ta del pravljičen je res himna glasbi, himna moji fantaziji, moji želji in sem si že od nekdaj želel dejansko živeti v svetu, kjer bi bilo samo to, pa nobenih drugih težav. Se pravi to in pa to, da bi imel nek čudež, da bi bil res tudi sam čudežni violinist. O tem imam mnoge zgodbe, to že od daljnega otroštva, čisto od začetka imam to misel in se mi zdelo, to končno lahko kot avtor dam nekomu v romaneskno resnico, se pravi nekemu literarnemu liku podarim to, mojo željo. Hkrati pa, če ima drugi sin moč petja, tudi ta je bila moja želja, ki pa pač nisem nobene od teh niti približno izvedel, tako da se mi zdelo, lahko se poigravam z mojimi najboljšimi, najmočnejšimi, najstarejšimi željami. Zdaj pa, če gremo naprej, zgodba teče. In ko se dokonča, se mi je zdelo zelo smiselno, vsaj po mojem mnenju, tako je 3. del romana antiutopičen. 3. del romana je temačen, veliko bolj kot pravljica. Že prej sem omenil, da svet, v katerem živimo, pa življenje, v katerem živimo, so med pravljico in antiutopijo. Vmes je realnost, vmes je življenje, vmes je družina, otroci in tako naprej. Ampak to govorim za notranje dogajanje, ki ga nosi slehernik verjetno, pa tudi smo lahko priča v sodobnem času tudi zunanjega, sploh za tem virusom, nažalost. Ampak, ko pa se zadeva izteče, ko se sin in sin nekje v zadnjem trenutku ali pa na zadnji
poziciji romana, ker lahko bi vlekel roman še naprej, seveda. Ampak se mi je zdelo, da ga je treba zaključiti takrat, ko ima še kaj zapovedati sploh, ne, oziroma manj je več, tudi to je eno pravilo, ne, debeli romani so biti problematični. Se mi je zdelo zelo smiselno, če sta že vse doživela, če sta to glasbo naredila, ustvarila in jo ponudila celemu svetu na vse možne načine, na koncu, kaj ti pa ostane, ne, koliko ljudi poskušajo, borijo se, ne vem, kaj še naredijo, na koncu nimajo komu več, ko te nihče več ne sliši, ko te nihče več ne pogleda, ko te pravzaprav tako, kad je na koncu nihče več ne zazna, a predtem sta poskušala vse, kar je možno bilo v njuni moči, igrati v pravljici, igrati v antutopiji, igrati v realnosti, vsem mogočim ljudem, od dvoran do zunanjih prostorov, igrati sebi, med njima preigravati zadeve. Če na koncu veš, da te ne poslušajo več, da tega ni več in če pogledamo v sodobni svet, se ne posluša ravno veliko, kaj ti še ostane, kot da zgineš. Ne? Zgineš tako kot ton. Zato se mi je zdelo, da oba sin in sin dejansko lahko gresta z glasbo, ko nista več slišana, tako kot ton. Dokler ton je na violini, ko ti ustaviš, tona ni več. Šel je. Šel je v abstraktnost, šel je v poslušanje, kakorkoli. Zato sem zaustavil njiju in jih ni več. Ne? Ker dejansko, dokler je človek, dokler je umetnost, je nekaj, ko človeka ne bo več, tudi tega ne bo več. Ne. Celo lahko se zgodi, ker je spet antutopija ali pa resnica, ko nas nekoč nekje čez milijardo let ne bo več, ne bo mogoče celo ničesar, kar smo naredili. Kljub temu, da si obetamo, da bomo s tehnologijami si to zakodirali, zapisali za vse večne čase, verjetno tudi ti večni časi pridejo in jih ne bo več. Ne. Tako je tudi glasba. Jaz pač ne verjamem v večnost, ne verjamem v nekaj potem, verjamem pa v trenutek in v glavi in verjamem v slišanje. Ker se mi da poslušava, nekaj lahko skupaj naredi, ko se ne posluša več, se niti ne poznava več. Ne. In se mi je zdelo tle smiselno, da jo zaustavim, ker jih ni več. Ne. Ja, saj ta konec je pravzaprav zelo presenetljiv in pretresljiv. Jaz bi te prosila, če bi mogoče lahko zadnji del prebral, ker... Bom. Čakaj, pa moče vzamem dva stavka, ne? Tako naredim, ki bi tukaj začel. Ja, takole bomo šli. Da slišim brata, kako nepopustljivo poje nad mano. Jaz prvi sin se spodaj in on, moj brat, je zgore. Oziram se navzgor proti okroglemu trgu in ga skušam videti, ga pogledati v oči in brat neutrudno prepeva. Njegov glas je močan in iskren in ker se pozibava, vidim njegovo glavo, ki zaniha nad mano in potem glava izgine nazaj in se ponovno vrne. Zaustavi se nad železno ograjo in tedaj ga končno pogledam v obraz. Zazrem se v njegove oči, strmim vanje in bratovo telo obmiruje. In ko je umirjeno, se mi dva brata gledava. Ugledujeva si drug drugega in si odločno zreva v oči in jaz prvi sin vem, da me brat vidi in sliši, da posluša mojo violino in se zavem, da nisem sam. In spodaj ob reki je brat. Tako jaz drugi sin jasno zaslišim bratovo neomahljivo igranje. Violina, njegov lok in on sam preigravajo skladbe, ki jim ni konca in tudi ko pojem jih lahko natančno poslušam. Pogledati hočem brata, se mu zagledati v oči in telo se mi umiri, tako da se dokončno spogledava. Jaz drugi sin zrem v njegove oči in midva se motriva. In vem, da me brat vidi in sliši, da tudi on posluša moje petje. In midva brata ne odmakneva pogleda, ne premakneva glave in jaz drugi sin in jaz prvi sin ne prenehava z najino glasbo. Igram na violino, na strunah E, D, A in G. Jaz prvi sin v najhitrejšem možnem tempu preigravam nekatere svoje najsilovitejše kompozicije. In jaz drugi sin pojem v najmehkejšem baritonu. Tudi v visoki tenor segajo moje pesmi, na to pričnem peti svoje najnežnejše pesmi. Še v kontratenorju ter istočasno razširjam roke in iščem dotike, tudi nič se ne zgodi. Tako jaz prvi sin razmišljam, kako je mogoče, da nihče ne sliši violine in ne vidi, kako stojim in držim inštrument. Zato proti ljudem glasno izgovorim, poglejte me, poslušajte me, saj ni verjetno, da ste slepi in gluhi, zavpijem. Toda nobenega odziva ni. Ljudje s sklonjeno glavo stopajo naprej in dvigujejo pogled samo toliko, da se ne bi med seboj zaletavali. In ko gledam reko, ona teče in se ne ozira na človeštvo in ona se ne ozira name. In ko jaz drugi sin prepevam, pogledujem v nebo. Tam oblaki letijo. Veter jih neutrudno poganja in niti veter, niti oblaki se ne ozirajo na ljudi in oni ne zaznavajo mene, pojočega glasu, nihče ne sliši. Iztegnenih rok ne vidi nobeden in tedaj jaz prvi sin in jaz drugi sin pomisliva. Če naj nihče ne opazi in če na tej zemlji ni bitja, ki bi zaznavalo najini telesi, naj jo videli v obrazi in oči ali slišalo najino glasbo, potem naj jo ni.
In tako midva sama v enovit glas še zadnjič zlijeva gromozanski krik. Sebi zakričiva, midva ne obstajava. To se mi zdi tak čudovit zaključek, že tudi ritmičen in pa tudi prizor. Nekako zdaj razumem, zakaj morata biti dva, ne, sin in sin, da se zazreta v oči, zaupijeta in ta krik sem potem nekako povezala tudi z začetnim poslušanjem, se pravi, ker ravno to poslušanje in neposlušanje se mi zdi, da se tako lepo zavije, ne v začetek, ampak neko novo pot v bralcu ubere ta roman. Kljub temu, že v prvem romanu si govoril o principu pravzaprav optimističnega pesimizma, če pravzaprav razumem, ki mi je bil zelo blizu v smislu, da ne želiš zoper življenje pisati, ampak za življenje, da pa hkrati zoper civilizacijo oziroma to človeško, ki pač je destruktivna in uničujoča. In da si v tem nekako našel ravnotežje. Zanimivo, ta optimistični pesimizem ali pa pesimistični optimizem, čeprav optimistični pesimizem je bliže. Je točno to, kar si zdaj povedala. Zgodovina človeštva je zgodovina vojen, to je že Vitomir Zupan lepo povedal. Človek je, po mojem mnenju, dobro bitje, kadar je v manjšini z nekom, se pravi manj ljudi. Čim se začne zadeva širiti, postane večji problem in se na površje prihaja zlo. To se tu kazuje dejansko vojne, težave v komunikaciji z marsičim. In to je vse notri, ne? In to je vse noter, tukaj je to preigravanje, ampak edina lepota ali pa edina, optimizem v tem pesimizmu, se mi zdi to, kar sem že ponovno poudarjal, se pravi ustvarjanje, umetnost, tvoje delo. Ampak to umetnost jemljem širše, da me ne bi kdo narobe razumel. Ne pomeni umetnost samo umetnost, se pravi vse zvrsti. Če nekdo ljubi naravo, obožuje, rad dela v njivi, s to zemljo počinja to in ono, zakaj ne? Tudi to je lahko umetnost. Če nekdo, se ukvarja s čebelami, nekdo drug se ukvarja z gorami. Vse to je lepo in to je ta optimizem. In tukaj je ta svoboda do neke mere. Sam, ko pa prestopiš, ko izstopiš iz gore, iz čebeljaka, iz njive, iz umetnosti v svet, prije pa pesimizem v mojem razmišljanju. In to se vidi na vsakem koraku, ker drugače, če bi bilo drugače. Pa to nažalost ni. Tisto, kar me je še v tem romanu prepričalo, je, da čeprav govoriš o idejnem romanu, ni tukaj ideja taka na suh način, ampak je skozi zgodbo in pa skozi to, kar imaš v vseh treh romanih, tako živo, prav identično sposobnost opisovanja, telesnega zaznavanja, od vonja v baru in tako naprej, ampak tudi notranjega počutja. In tukaj sem neskončno uživala v teh opisih ali pa poročanju, kako se oba brata umetnika počutita, ko igra en na violino, drugi, ko poje. In ko se te meje med pač njima, to telesno, nenadoma se jima zazdi, da violina sama igra, da se pesem sama poje. Se pravi, ko se te meje med umetnostjo, umetnikom in umetniškim delom pravzaprav zabrišajo in nekako enotno postane, tako zelo lepo se mi je to zdelo. Se dejansko glasba prepoji telo, to gre skozi celo telo, ta frekvenca. Violina je tudi zato poseben inštrument, ker je spojena, deluje kot da je del tvojega telesa, ko enkrat položiš v to pozicijo. Ima tudi to zvočnost posebno, blizu človeškemu glasu. Meni nekaj posebnega je ta inštrument. Glas je pa tako ali tako najmočnejši inštrument in izhaja dejansko iz tebe, iz tvoje notranjosti in z njim se res da delati čudeže. So pevci v svetu izjemni, ko ne bi nikoli smeli umreti. Jaz pravim, določeni umetniki v zgodovini ne bi nikoli morali večno živeti zato, da so tu in da jih lahko občudujemo. In se čudimo njihovim stvaritev umetnosti. In s tem se tudi tu ukvarjam, s tem čudežem absolutnosti lepote, v katero verjamem. Lepote umetnosti same. In da nekatere umetnike, zagotovo. Zdaj pa mava še nekaj
časa in bi te vprašala še to. Jaz sem namreč pogledala, ko sem se pripravljala na ta najin večer, v slovar simbolov, in sicer med dvojčka pa podvojitev, dvojnik. In sem našla v njem, da imajo ravno te srednje ameriška ljudstva v dvojčkih vidita dva, se pravi dvojčka bosta odrešila človeštvo. Se pravi, prideta dva, ki sta pravzaprav podvojitev istega, ker nekateri dvojčki sta pač manihejska dvojčka, en je dober, en je slab, ne? Ampak tukaj v tem njunem sta pa pravzaprav podvojitev in sta poslana nekako na svet, da bi odrešila človeštvo v smislu tudi tega dvojnega, kakor na nebu, tako na zemlji, ne? Se pravi, ta duhovni svet, zato tudi ta dvojina. A si vedel to ali si nekako tako intuitivno pravzaprav izbral ta motiv, ki je že zelo star? Da bi tako natančno vedel, to ne. Ampak je pa res, da sem pač po profesiji umetnosti zgodovinar in preigravam simbole že od nekdaj in tudi svet gledam skozi simbole. Imam prav navado sedeti zunaj, tako pišem romane na prostem zunaj po lokalih in veliko opazujem ljudi. Opazujem reakcije, opazujem, ne vem, kretnje, poglede, vonjam ljudi. Ja, zelo sem občutljiv na vonjave, s tem, da v vsakem romanu moram nekaj tega napisati, ker mi je to zelo pomembno. To me tudi na nek način lahko zaznamuje ali pa opredeli, usmeri v neki. Z druge strani pa tako, ne, sam imam dva sinova, zelo sta si različna, neverjetno različna. Pa tudi v sebi, ko nimam brata, niti sestre, pa sem si želel nekoga imeti, sem včasih mislil, da sva dva v sebi. Ne. In tako, ko sem bil majhen, sem se večkrat igral, ja, to ni nič posebnega, večina otrok se verjetno tako igra, ampak sem se zelo intenzivno igral dolga leta, jaz in jaz, ne, se pravi mi dva. In počenjam te igre v tej samoti svoje, ker sem se veliko sam igral in sem tudi užival na nek način, da sem se sam igral in tudi tu v romanu sem si prvošel igro. Svojo igro dveh, ki jih lahko potem vodim. Ne, pa še po drugi strani, na eni strani imamo inštrument, na drugi strani glas. Ne, to ne more imeti en sam, to bi bilo nesmiselno. Zato morata biti dva. Ne. Že to mi je bila neka kompozicijska rešitev. Pa ta želja dotika, že od nekdaj sem si razmišljal, kaj če bi nekdo imel to možnost, mu je narava to dala, rojstvo, da se dotakne, lahko z njim čuti, govori njegov jezik, ker ko potujem, pa kar dosti potujem, sem se vedno želel, kako bi bilo lepo, da bi znal vse jezike tega sveta, ker se jih ne morem naučiti, ker jih znam zelo malo v bistvu, ker je to treba veliko dela, pa nisem verjetno toliko bil priden, ko bi bilo enostavno, da bi se z nekom dotaknil, bi izgovorila zelo podobno. Ne. Pa še nekaj čisti življenjske izkušnje, ko sem bil na Kitajskem leta 1989, znal sem 3-4 kitajske besede in ko sem jih uporabil, so Kitajci mislili, da jaz znam kitajščino, ker jih govorim. Ampak verjetno govorim nekoliko drugače kot oni, ker so narečja in podobno, ampak če pač govorim, znam verjetno pa brati, ker je način pisanja pa podoben in sem mi začel na roke pisati pismenke, jaz pa ga pustim, da mi napiše, ker mi je bilo tako čudno, da mu dopovem, da jaz nič ne razumem, jaz sam te besede. Ne. Ampak dejansko sem videl, da v tej midva sem imela komunikacijo, jaz sem se vse pogovorila, čeprav jaz nisem ni znal, on ni znal moje, ampak skozi ta ritual pisanja verjamem, njegovega verjetja, da znam in mojega, da mu pustim, da verjame, da znam, so dobila eno lepo odnos, eno lepo komunikacijo. Tako da sem imel te zadeve v spominu, ko sem to pisal in so to seveda še enkrat povem idejno spominski romani, ja, ampak niso tako biografski kot sta, ni to kot sta prva. Čeprav je noter pravzaprav ravno ta, verjetno tudi iz Trg nebeškega miru, pač pa mogoče, jaz sem sibirsko železen, mogoče, ne, skratka so pa še marsikateri drugi kraji. Se da prepoznati, če si bil tam pa sploh. Tako da je veliko detajlov. Še eno vprašanje bi imela na koncu in sicer to je, ko si tako govoril, da je itak je jezik simbolna zadeva, hkrati pa tako čutim in tudi ko bereš in ko berem sama, to ritmično, telesno, tudi besede so zelo konkretne, zelo jasni prizori so, tudi če so izmišljeni, so pravzaprav narisani zelo natančno. Kako potem združuješ ta telesni oziroma povezuješ telesni in simbolni vidik? In to je hkrati tudi vprašanje, kako to svojo enkratnost, posebnost pravzaprav daš v knjigo, ki je pa univerzalna, ne, ki postane
ta tvoja posebnost univerzalna. To se mi zdi, da je recimo samo tvoja značilnost in upam si reči, da bi lahko katerikoli tvoj tekst tak odprla pa mal brala, pa bi rekla, aha, to je pa Sarival. Recimo, tako se mi zdi, da imaš eno tako svoj način. Vse to je bilo tudi moje izhodišče, zato sem tudi začel tako pozno pisati. Dokler nisem našel tega, kar si zdaj omenila, te povezave med besedo, jezikom, opisom, simboli, skratka najti nekaj, kar je moje, se mi je zdelo nesmiselno pisati. To mi je bilo zelo pomembno, da nekdo, ko odpre, reče, aha, to je pa ta, ne da odpreš 10 knjig, pa so stavki podobni, ker zelo podobno piše. Malo me to celo, ko berem mnoge literarne dela, pa res, nažalost, mnoga, se mi zdi tako, kot če bi poslušal neke popevke ali pa pop glasbo. Vse melodije so iste, samo besedila so druga, pa se 4-5 akordov menja. Tak način pisanja meni ni bil blizu, zato sem rabil toliko let, da sem našel to. Drugo pa je, zelo vizualiziram zadeve, to je tudi verjetno stvar umetnostne zgodovine, pa tudi tako, rad gledam filme in podobno, in meni te zadeve, ki se v romanu tečejo kot film, vidim vse dobesedno, vizualno, res natančno, v detajle, kot da bi to gledal na ekranu ali nekje. In potem se samo umestim v ta prostor in začnem to opisovati, ker je vse okoli mene, v meni, moram jaz to sam vendati. In ko sem na vrhu pisanja, se pravi prav tega, čutiš to moč, energijo, čutiš, da me beseda služi, da me vizualna moč zadovoljuje, da jo imam, da jo obvladujem, se mi zdi tako neverjetno, kot da jaz nisem jaz. Pred mano je milijone besed in milijone možnih variant, kombinacij in jaz lebdim in samo zbiram. In to, kar prihaja, berem karkoli, ker jo imam tu, se kar samo preliva in prihaja v neka taka fantazija in tako na tak način dejansko pišem. To je to in brez tega ne bi mogel, ker če tega ne bom imel, ne bom napisal 4. in 5. romana. Zdaj se borim, da mi prihaja in to ne gre tako enostavno, mora se odpreti. Mora se odpreti kot vrata. Zato sem tudi tukaj, 3 romane sem naredil, ne vem, če bom 4. na ta način, nisem več tako prepričan, ampak prvi roman je Stojim, potem so drugi roman, ki je v bistvu prvi, ampak je drugi Starec in jaz vrata, ta vrata, ko stojim, odprem in zdaj poslušam. To so 3 pozicije človeka. Stojim, odpiram nek prostor vrata ali pa se postavljam v življenje in zdaj pa poslušam. Zato se mi je zdaj to pomembno združiti v neko celoto, vsaj na ta način in dobiti potem trodelno kompozicijo v tem trenutku, deluje zelo v redu, ampak vseeno, ponavljam, deluje spet glasbeno, trodelno, trikotnik, ampak vseeno mi je izziv 5, tudi zaradi mene samega, pa zaradi števila 5, ki ga imam pač rad, kaj ne naredim z njim, moram ga propagirati. No, še tukaj ti lahko postrežem, ker sem si pogledala v slovarju simbolov tudi število 5. In je recimo v kitajščini Wu je številka 5 in hkrati najbolj harmonična celota pomeni petka. Tako da središčem, ki si ga ti in zelo pomembno, Pa nisem tega nikoli bral, to imam jaz že od otroštva in sem skozi čutil 4 plus središče, središče si pa ti, ko gledaš na te. Tako da, z tem se igram, mi je tudi zabavno. Štejem redno. Zdaj, v tem trenutku sem veliko stvari preštel in se vedno najdem večkratnik števila 5, tudi če ga nisi, ga pa zamislim. Bom pa čez štel, čez hiše nekam, samo da bo prišel do 5, ker nas ne bi drugače. Ja, in s tem lahko še zaključimo s tem petico kot pravzaprav. Jaz se ti zahvaljujem za najin pogovor, pa tudi tako, da si prebrala vse moje stvari, tudi nekaj napisala in pa dejansko sem vesel, da so se lahko pogovarjala. Hvala za odgovore.